slikoviti občini Ribnčana Urbana, ki svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami pozdravlja slehernega obiskovalca te doline, izjemno bogate z dediščino suhorobarstva in lončarstva ter mojstrovinami rokodelstva. V tihem ritmu dela ob zvoku kladive in stružnice, no na drugi strani mesta pa udarno muziciranje godbenikov, ki so nas pozdravili uvodoma z odlično uverturo v to današnje druženje. V sozvočju pihal, trobil in tolkal. Ribniški pihalni orkester, ki si absolutno zasluži še enega aplavza. Prisrčen dober dan vam voščim, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, predstavnice in predstavniki, članice in člani, simpatizerji, dragi prijatelji. Pozdravljamo vas na tradicionalnem taboru Nove Slovenije krščanskih demokratov. Letos celo na Evropskem taboru in družinskem dnevu in seveda, da lahko drugega spodbudimo v naših prizadevanjih, da Sloveniji in Evropi damo nov zagon, bomo zdaj še enkrat tako močno zaploskali, da se bolj močno ne da. Prečudovit pogled na to prizorišče letošnjega dogodka priča, da šotor tudi letos kar poka po šivih od dobre volje, razigranosti in veselja. Lepo vas je spet videti, draga družba, in uho ujeti pisano paleto slovenskih narečij, ki nakazuje, da ste se na pot podali iz vseh koncev Slovenije na ta tradicionalni vseslovenski shod članstva. No, danes je čas za bolj sproščene in vedrejše vsebine. Občina Ribnica, tokratna gostiteljica, prav cveti v prazničnem vzdušju in preširnem razpoloženju. Pomlad za pomladjo na že tradicionalnih taborih Nove Slovenije skupaj optimistično zremo v prihodnost. To bo zagotovo še en nepozaben evropski tabor Nove Slovenije krščanskih demokratov. Poženi odločno naprej! Gospe in gospodje, v neizmerno čast in veselje mi je, da danes na tem srečanju pozdravljam ekipo z odličnim programom, skupnimi cilji, močno vsebino, izkušenostjo in izjemno povezanostjo. Ekipo, ki jo z velikim spoštovanjem pozdravljam tu na prizorišču. Kandidate na Evropski listi Nove Slovenije in funkcionarje stranke. Danes so z nami predsednica Mlade Slovenije Katja Berg-Bevc, župan in državni svetnik David Klobasa, namestnica predsednika sveta ter občinska svetnica Mojca Erjavec, ljubljanska mestna svetnica Mojca Sojar, podpredsednik stranke ter vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj, podpredsednica stranke ter poslanka doktorica Vida Čadonič-Špelič, predsednik sveta stranke ter poslanec Jernej Vrtovec, poslanka Evropskega parlamenta Ljudmila Novak, prisrčen pozdrav namenjamo tudi glavnemu tajniku Robertu Ilcu,
prvemu svetniku v državnem svetu, Mateju Slaparju. Z nami so poslanci Nove Slovenije v državnem zboru, Jožef Horvat. Poslanka Iva Dimic. Poslanec Aleksander Reberšek. In magister Janez Žakelj. Na prizorišču pozdravljamo gostitelja, župana občine Ribnica, Sama Pogorelca. In prvaka Nove Slovenije, ki s svojim predanim delom, vizijami, v izjemni politični formi vodi izkušeno ekipo Nove Slovenije v nove izzive in barvitost slovenske politike. Gospe in gospodje, predsednik stranke, poslanec in nosilec liste Nove Slovenije za volitve v Evropski parlament, magister Matej Tonin. In prijazen pozdrav namenjamo tudi članicam in članom, simpatizerjem in prijateljem, predsednikom in predsednici organizacijskih oblik stranke, županom stranke in članom izvršilnega odbora ter častnim članom stranke. Veseli smo vaše družbe in gromkega aplavza iz prizorišča. Že lahko začnemo z uradnim delom letošnjega tabora Nove Slovenije krščanskih demokratov. Le nekaj nam še manjka in to je primopredaja. Dragocena, lepa tradicija primopredaje zastave Nove Slovenije. Zastava, ki simbolizira ponos, enotnost in pripadnost. Prosim župana občine Ribnica, Sama Pogorelca, in predsednika občinskega odbora Nova Slovenija Ribnica Aleša Miheliča, da se mi pridružita na odru ob slovesnem trenutku prihoda zastave Nove Slovenije. Gospoda, dobrodošla! V imenu lanskih gostiteljev tabora v Gorišnici jima bo zastavo izročila predsednica regijskega odbora Ptuj-Ormož Barbara Omers. Slovesno pričakujemo prihod NSI-jeve zastave po prizorišču do primopredaje na našem odru in seveda zakoličenja zastave Nove Slovenije krščanskih demokratov. Spoštovane in spoštovani, zastava je na svojem mestu, simbol naše skupnosti, vrednot in enotnosti.
Najprej hvala predsednici regijskega odbora Ptuj-Ormož Barbari Omerc za primopredajo in tudi predsedniku občinskega odbora NSI Ribnica Alešu Miheliču. Hvala lepa, gospoda župana, pa še prosim, da ostaja z mano na odru, kajti še bo čas za prijetna opravila. Mi pa vam seveda obljubimo, da bomo v Ribnici do prihodnje pomladi lepo skrbeli zanjo, za zastavo. Še trenutek ali dva in slovesnost tega dogodka bosta dopolnili himni. Himna Republike Slovenije in evropska himna. Nova Slovenija gre na evropske volitve z močno ekipo in jasnim programom. Potrebujemo izkušene in odločne poslance, ki bodo znali zastopati naše interese. Skupaj lahko zgradimo Evropo, ki bo blizu našim ljudem. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Ribnica je dom ponosnih ljudi, ki spoštujejo svojo dediščino in skrbijo za ohranjanje večstoletne tradicije, saj jo skrbno negujejo kot dragulj, ki ohranja njihovo identiteto. Več generacij mojstrov pripoveduje zgodbe o preprostosti življenja v teh krajih. Ribnica vsekakor je zibelka prijateljstva, ki nam danes izreka toplo dobrodošlico in pozdravlja naše vseslovensko srečanje članov. Izjemno ponosen na ta današnji dogodek je letošnji gostitelj, župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Vabljeni k besedi. Spoštovani predsednik, magister, gospod Tonin, spoštovano vodstvo stranke, spoštovani prijatelji in pa člani Nove Slovenije, spoštovane poslanke, poslanci, skratka vsi, ki v srcu dobro mislite. Vesel in ponosen sem, da sem danes lahko gostitelj oziroma da je občina Ribnica gostitelj vseh vas, kajti stranka Nova Slovenije je stranka, ki je v končni fazi tudi blizu Ribnice. To smo dokazali tudi v volitvah, na parlamentarnih volitvah v letu 2022. Vesel sem, da se vas je danes toliko zbralo in da ste prišli v ta naš rokodelski biser Slovenije, kjer si lahko tukaj v neposredni bližini, v rokodelskem centru, ogledate tudi vse mojstrovine in pa delo naših pridnih in pa vrlih rokodelcev. Želim vam, da se danes tukaj v naši Ribnici počutite kar najbolje.
Mislim, da je skupaj z organizatorjem Novo Slovenijo res nam uspelo pripraviti en čudovit, lep dogodek. Želim vam res vse dobro, stranki pa seveda naj gre kar najbolje tudi na prihajajočih se volitvah. Naj živi Nova Slovenija in pa srečno vsem. Hvala našemu gostitelju. In ker je danes čas za slavje, je prav, da temu primerno tudi ogrejemo naše odrsko dogajanje. Danes se bo najprej pelo in kasneje, kot boste videli, še veliko plesalo. Z ubranimi glasovi nas zdaj pozdravlja ribniški del okteta Galus. Četverica razkošnih glasov, lepo zvenečih, zaokrožuje čudovito glasbeno zgodbo in obujeno ljudsko izročilo. Vas zanima, kako zveni pogled na Ribniško dolino od Ribnice do Rakitnice? Prisluhnimo zdaj ribniškemu kvartetu in ljudski pesmi ter glasbi v Ribniški dolini. Izvolite! Od Ribnice do Rakitnice ne raste drugega leščevje. Smo leščevje brale rešite narjane, po ribenške šege v vrsk. Smo leščevje brale rešite narjane, po ribenške šege v vrsk. Lepi so fantje ribenške, še lajše so rakitniške. Pred cirkujo stale so se pretepale, po ribenške šege v vrsk. Pred cirkujo stale so se pretepale, po ribenške šege v vrsk. V Ribenski imamo vjalek špas, neredle smo lončine bas. Smo strunene pjele, smo citra začele, po ribenške šege v vrsk. Smo strunene pjele, smo citra začele, po ribenške šege v vrsk. Pameten zeleni prehod, ne zeleni aktivizem. Sončne in vetrne elektrarne žal ne bodo dovolj. Potrebujemo jedrsko energijo. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Spoštovane in spoštovani, mi se bomo v naslednjih minutah posvetili še enemu pozdravnemu nagovoru in seveda vselej navdihujočim besedam. K mikrofonu vabim predsednika občinskega odbora Nove Slovenije Ribnica, Aleša Miheliča. Spoštovani predsednik stranke, magister Matej Tonin, cenjeno vodstvo, vsi visoki gostje, predvsem pa vsi vi, dragi prijatelji, prijateljice in vsi, ki vam je Nova Slovenija in njene vrednote blizu. Najprej v imenu občinskega odbora Ribnica izrekam eno toplo, prijetno dobrodošlico vsem vam. Naj bo to dan, ko se ne bomo samo odlično podružili, pač pa boste imeli možnost spoznati tudi ta biser, ta čudovit del Slovenije. Naj vam to ostane v navadi, prihajate pogosto sem nazaj k nam, številne zadeve so za videti, marsikaj tudi za kupiti, ne bi bil Ribenčan, če vas ne bi povabil, da tudi kakšen evro zapravite v Ribenci. Veste, Ribenca je veljala že od nekdaj kot simbol podjetnosti, iznajdljivih, prijaznih, pa tudi pridnih rok. Že od leta 1492, ko nam je bila podeljena
bom rekel, neka pravica, da smo si lahko po takratnih katastrofah sami pomagali, jo je Ribničan znal s pridom izkoristiti. In ta podjetniška pridna žilca teče v ribniški krvi še danes. V Ribnici praktično ni brezposelnosti, praktično ni jamranja, ljudje živimo dobro, ker tudi delamo dobro. Tako da v naši družini, v naši okolici, v našem kraju vam želim čudovito preživeti dan in vse dobro celotni ekipi in že vnaprej čestitke za izjemen rezultat na naslednjih volitvah. Srečno! Hvala predsedniku občinskega odbora Nove Slovenije Ribnica. Ribnica skrita v naročju slikovite Slovenije kot pravo zatočišče ustvarjalnosti in tradicije. Vsaka ročno izdelana košara, žlica ali ribežen nosi v sebi zgodbo generacij mojstrov, ki svoje znanje prenašajo iz roda v rod, ponavadi celo pod isto streho. Tako kot v desetletjih, stoletjih ponarodi tudi kakšna zimzelena. Zdaj bo zazvenela slovenska narodna pesem, domoljubna Oj Triglav moj dom, v izvedbi ribniških mojstrov in njihovega klenega zvena, Ribniškega kvarteta. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhe, da tam si spočije samoti srce. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako Triglav, moj dom, če tudi je svet začaral čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil ljubiče vsak čas. O tebi sem sanjal vseh svetlih dvoran, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Smo na strani tistih, ki delajo in ustvarjajo. Slovenija je odprta za vse, ampak tisti, ki prihajajo k nam, se morajo prilagoditi našemu načinu življenja. Glasujmo za NSI. Skupaj brnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Spoštovane in spoštovani, z največjim veseljem bom zdaj k besedi povabila izjemnega politika, ki s svojim delom, predanostjo in vizijo oblikuje prihodnost naše države.
Človeka, ki navdihuje in združuje ljudi, vztraja v svojih prizadevanjih pogumno in odločno. Verjame v moč naših skupnih vrednot in ciljev. Zaradi njega so zastavljeni projekti uspešno realizirani, pobude podprte, dosežki vidni, saj so plod trdnega in predanega dela izkušenosti in modrosti. Njegova sposobnost vodenja in predanost stranki sta mu prinesla spoštovanje in zaupanje ljudi. Svojo strastjo do dela, pravičnosti in želje po napredku je postavil trdne temelje za uspešno politično delovanje stranke. Vodenje stranke je zaznamoval s poštenostjo, odgovornostjo in predanostjo vrednotam krščanske demokracije. Gospe in gospodje, predsednik Nove Slovenije krščanskih demokratov, magister Matej Tonin. Dober dan, drage članice in člani. Skeptiki so rekli, da ne vejo, če bo tabor danes uspel zaradi vremena, ampak poglejte to množico in mislim, da je to najboljši odgovor, kako živa je Nova Slovenija. Hvala lepa, da ste danes prišli na ta tabor. Dajmo malo pokazati, da vas slišimo. Kje ste Prekmurci? Malo zaploskajte. Kje ste Gorenci? Pa Notranjci? Štajerci? Mislim, da vemo, katera regija je zmagala, tako da čestitke Štajerci, bravo. Spoštovani župan, župnik, dragi moji kolegi, vsi, ki ste se nam danes pridružili na tem taboru, dobrodošli. Hvala lepa tudi ekipi Nove Slovenije, tako na glavnem tajništvu, kot tudi v lokalnem odboru, ki ste pripravili ta tabor. To je posebno garanje, zato da se danes lahko vsi skupaj veselimo, se bodrimo in z veseljem pričakujemo prihodnje dni, ki nas čakajo. A ste slišali, da je Golobova vlada menda praznovala drugo obletnico? In predsednik vlade pravi, da imamo drugo Švico in da smo šampioni. A res? Bi morda predsedniku vlade priporočali, da gre več na teren, da je več med ljudmi, da je več med gospodarstvom, da bo lahko bolj iz terena, ne od odzgoraj navzdol, od spodaj navzgor čutil, če je Slovenija res druga Švica in če je res šampion. A veste, kaj moramo mi reči? Mi moramo čestitati ljudem za potrpežljivost in čestitati moramo gospodarstvu za vztrajnost, da dosegajo take rezultate kljub Golobovi vladi. To je dosežek. Golobova vlada je vlada prepovedi, je vlada novih birokratskih omejitev in je vlada novih davkov. To so njihovi rezultati. Ampak hvala Bogu, imamo tukaj Novo Slovenijo in imamo trdne in pripadne člane, ki znajo povedati, ki znajo po mizi udrati takrat, ko je najbolj potrebno. In zato bi se vam rad na tem mestu zahvalil za vaše številne podpise v akciji Drv ne damo. Uspelo nam je. Zaradi vaših podpisov, zaradi vaše podpore je vlada, hvala Bogu, to norost ustavila in danes tega ni v zakonu. Ampak verjemite mi, če ne bi bilo vas, če ne bi bilo vaših podpisov, bi vi naslednji mesec, to je s 1. julijem, že prepovedali kurjenje na drva. Norost, kakršni še nismo bili priča in to samo zaradi nekih parol, namesto da bi se prizadevali, da se izboljša tehnologija, je najboljš, da se to kar prepove. Nekaj podobnega, kot je vlada naredila v primeru štempljanja, ga poznate.
Zaradi dveh primerov se danes štemplajo vsi, žalostno. Torej, jasno je treba povedati, da si še enega mandata leve vlade ne moramo več privoščiti. Še en mandat leve vlade bi uničil to prelepo Slovenijo. Zato je ključno, da bo prišlo do predčasnih volitev ali pa če bomo trpeli vse do leta 2026, da tam pride do sprememb. In Nova Slovenija bo del teh sprememb. Računajte na Novo Slovenijo. Ampak še predtem nas čaka še ena vmesna postaja, to pa so evropske volitve, ki se začnejo, ne boste verjeli, že v torek. Že v torek se v Sloveniji začnejo evropske volitve. Torek, sreda, četrtek in potem še finale v nedeljo. In Evropa je pred prelomnimi odločitvami. Marsikdo se tega zaveda, marsikdo pa še ne. In naša dolžnost je, da pomagamo razumeti usodnost sedanjega časa in usodnost za Evropo, ki je še vedno pred hudimi preizkušnjami. Imamo vojno na evropskih tleh, smo sredi ekonomske bitke med Kitajsko in Ameriko, kjer je morda Evropa nekoliko izgubljena, predvsem pa spremljamo kulturno in vrednotno dekadenco Evrope. In tukaj, na teh točkah, bo potrebno obrniti kurs. Tukaj so nujno potrebne spremembe. Eden izmed osnovnih očetov Evropske unije, Robert Schuman, je rekel: Evropa bo krščanska ali pa je ne bo. Prav je imel. Veste zakaj? Zaradi tega, ker je krščanska Evropa tolerantna. Krščanska Evropa spoštuje človekove pravice. Zdaj si pa v svojih mislih naslikajte države, ki niso take. Tam ne vidimo toliko tolerantnosti, tam ne vidimo spoštovanja človekovih pravic. In zato bo potrebno iti izven ugodja politične korektnosti in jasno povedati, da Evropa bo krščanska ali pa je ne bo več. In mi smo tisti prvi poklicani, da se borimo za vrednote, na katerih je zrasla naša Evropska unija. Vidimo lahko, kam pelje, če smo tiho in če se jasno ne postavimo za svoje vrednote. Samo spomnite se Eurovizije. Tam ste lahko v svojem bistvu videli, kaj je to evropska dekadenca. Vse manjšine v Evropi imajo vse pravice in prav je tako. Ampak naj prosim ne prepričujejo in naj ne nadlegujejo nas večino, da moramo živeti na njihov način. Na njihov način. Ne, mi želimo živeti na evropski način. In tudi vsem tistim, ki prihajajo k nam, jasno sporočamo, da so se dolžni prilagoditi našemu načinu življenja in našim običajem in ne obratno. Mi se v naši hiši ne smemo znajti kot tujci, ne smemo se nekega jutra prebuditi in ugotoviti, da praktično to ni več naša hiša. In zato Nova Slovenija zagovarja pri migracijah tako imenovani avstralski model, ki je zelo preprost, kar pomeni, da je vstop v Evropsko unijo mogoč samo na legalen način. Če prideš v Evropo ilegalno, te vrnemo nazaj, odkoder si prišel, striktno in jasno, brez kakršnega koli vikarjanja. Kdorkoli nam je pripravljen v Evropi pomagati, od njega upravičeno pričakujemo, da bo najprej sam spoštoval zakone. To pomeni, da bo prišel v to Evropsko unijo na legalen način, da nam bo pomagal
da bo pomagal soustvarjati to našo družbo, da bo delal, skratka, da bo skupaj z nami oblikoval evropsko prihodnost. Vsi ti so dobrodošli. Kdorkoli pa Evropsko unijo prihaja zato, da bi izkoriščal naše socialne sisteme, hvala lepa, nasvidenje. Pri zelenem prehodu, o katerem je bilo ogromno govora v zadnjih letih, je treba iskreno in pošteno povedati, da seveda izpusti CO2 segrevajo naš planet. In da če želimo rešiti naš planet, potem moramo izmanjšati izpuste CO2. Ampak tega se ne da narediti s parolami, ampak zgolj s konkretnimi dejanji. In če kaj, potem smo v zadnjih 5 letih spremljali levičarje s Timmermansom na čelu, kjer so veliko govorili, imeli krasne parole, ni pa bilo konkretnih rezultatov. Zato se Nova Slovenija zavzema za izgradnjo jedrske elektrarne drugega bloka in za masivno grajenje hidroelektrarn, ker smo prepričani, da lahko samo s hidroelektrarnami in z jedrsko energijo zmanjšamo izpuste CO2. Medtem ko, če bomo stavili na Golobove solarne panele, preplavili celotno Slovenijo, s tem seveda Slovenije in ne sveta ne bomo rešili, ker sonce enkrat sveti, drugič pa ne sveti. In zato si želimo, da namesto všečnih besed, lepih parol, pridemo do konkretnih dejanj. In tukaj Nova Slovenija glasno in jasno podpira jedrsko in hidroenergijo. Evropa bo močna toliko, kot bo močno njeno gospodarstvo. Zato je ključno, da se Evropa v naslednjih letih osredotoči na bistvo, ne pa da se ukvarja z otrobi in nebistvenimi zadevami. Naj se neha ukvarjati z primerno ukrivljenostjo banan, ampak naj se raje ukvarja s tem, kako bo povečala konkurenčnost naše Evropske unije, zato da bomo lahko uspešni v bitki z Ameriko in s Kitajsko. To je tista ključna stvar, ki jo Evropa potrebuje, kajti le močno gospodarstvo bo ustvarilo podlago za razcvet tudi na vseh ostalih področjih. In ob temu je potrebno dodati tudi, da mora evropski kmet preživeti, da se mora evropskemu kmetu splačati kmetovati. To je ključna stvar, če želimo jesti zdravo in kvalitetno hrano. In tukaj ne morem mimo tega, da ne bi omenil, da je Golobova vlada znova prevarala slovenske kmete. Obljubila jim je, da bo znižala oziroma odpravila obdavčitev subvencij za OMD. V tej zadnjih tako imenovanih davčnih popravkih tega ni. Torej, gospod Golob, od besed k dejanjem čim prej. Drage kolegice in kolegi, smo en teden pred volitvami. Rad bi z vami delil samo nekaj ključnih misli, ki bodo zelo pomembne v prihodnjih dnevih. V teh dnevih, ki so pred nami, bodo številne manipulacije. Prepričevali vas bodo v eno ali v drugo smer. Ampak ključna stvar, ki se jo moramo zavedati na teh evropskih volitvah, je naslednja. Ne poslušajmo, kaj pravijo ankete. Imamo v zadnjih 2-3 dnevih 3 različne ankete. Anketa Parsifala pravi, da bomo dobili 2 evropska poslanca. Anketa Mediane pravi, da bomo dobili enega. Anketa Nina Medije pravi, da se menda borimo za enega. Glejte, nismo od včeraj. Če kaj, potem vemo, da ankete so eno. Ključna in najbolj pomembna anketa pa so volitve. In štejejo samo tisti, ki se teh volitev udeležijo. Zato v tem zadnjem tednu resnično naredimo vse, kar je v naši moči, da pokličemo, ne nazadnje tudi prosimo svoje znance in prijatelje, da gredo na evropske volitve in da glas oddajo za Novo Slovenijo. To je tista ključna stvar, ki bo naredila razliko
in zaradi katerega se nam nedelje 9. junija ni potrebno bati. Jaz sem prepričan v zelo dober rezultat Nove Slovenije. Verjemite mi, da je Nova Slovenija na pragu 2 mandatov, da marsikomu to ni všeč, ampak če kaj, potem je naša velika prednost ta, da imamo trden teren, da imamo vestne, motivirane člane, ki bodo v zadnjem tednu zagotovo oddelali svoj del. Poleg tega pa imamo 9 kandidatov, ki garajo na terenu. Vprašajte se, katera druga stranka ima še toliko motiviranih kandidatov, ki dan za dnem križarijo po Sloveniji in razsvetljujejo Slovenijo o tem, kakšna bi morala biti Evropska unija in kaj za to lahko naredi tudi Nova Slovenija. Zato bo najboljši odgovor na vse manipulacije naslednjega tedna, da se mirno odpravimo na volišče in da svoj glas oddamo za Novo Slovenijo. Ker prav glas za Novo Slovenijo, prav mandat Nove Slovenije je ključen za zmago desne sredine na teh evropskih volitvah. Danes iz tega mesta lahko že iskreno čestitam našim kolegom v SDS za prepričljivo zmago, za njihove 4 mandate, ampak od tu dalje je naloga naša, mi moramo predelati še 1 ali 2 mandata za to, da se bo 9. junija desna sredina lahko veselila. Nič, moram tudi to priliko izkoristiti. Med nami je tudi Janez Vasle, ki je praznoval 80 let. Prejšnji teden sem ga klical, pa se mi ni javljal na telefon, tako da Janez Vasle, če si tukaj, vstan, da ti čestitamo. Kje si? Evo ga, naš nekdanji poslanec, 80-letnik, dobro zgleda. Vse najboljše, Janez, Bog te živi. Dragi moji, še enkrat hvala lepa. Spremembe se začenjajo pri nas doma. Spremembe se začenjajo z našo motivacijo, da gremo in oddamo svoj glas. Pripričan sem, da bo Nova Slovenija 9. junija presenečenje, ne zaradi nas, ampak zaradi vas. Srečno in Bog vas živi. To sladko zlato vince je zbralo bratce nas. Veselo si zapojmo, zdravice zdaj na glas. Kozarce si nalimo, nalimo do vrha, od naga si popijmo, ha, ha. Do dna, do dna. Slovenski zemlji prvi kozarec ta velja in zvesto ji služiti prisezimo sedaj. Kozarce si nalimo, nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, ha, ha, do dna, do dna. Zdaj trčimo še sebi, živi naj se nas Bog. Kot sonce zlato vince, glej, glej, prijateljsko rok.
kozarce si nalimo, nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, do dna, do dna. Hvala Ribniškemu kvartetu za to čudovito vokalno zlitost in prijetno barvitost. No, verjamem, da bomo prihodnjo nedeljo tudi sami nazdravili skupico žlahtnega, obdani s prijatelji in najlepšo popotnico v Evropski parlament. Ja, pred Evropo so pomembni izzivi. Česar se dobro zaveda predsednica Evropske komisije in vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke na evropskih volitvah Ursula von der Leyen. Kot mati 7 otrok si želi, da bi njeni vnuki odraščali v varni in uspešni Evropi. Po izobrazbi zdravnica je zadnjih 20 let posvetila delu v politiki, najprej na lokalni in regionalni ravni, nato pa kot nemška zvezna ministrica za družino, delo in socialne zadeve, kasneje je vodila tudi Ministrstvo za obrambo. Leta 2019 je prevzela vodenje Evropske komisije, za kar pravi, da je bila največja čast v njenem življenju. Kot predsednica Evropske komisije se je v iztekajočem mandatu soočila z velikimi izzivi, globalno pandemijo COVID-19, rusko vojno proti Ukrajini in energetsko krizo. V izjemno čast nam je, da nas bo danes v svojem video nagovoru pozdravila na Evropskem taboru Nove Slovenije v Ribnici. Gospe in gospodje, Ursula von der Leyen. Dear friends and members of Nova Slovenia, dear Matej, dear Ludmila, I'm glad to address you today as you gather in beautiful Ribnica for your party convention ahead of the European elections. In just 1 week, Slovenians will head to the polls in what will be the most consequential European elections to date. 1 week. This is still enough time to roll up our sleeves and go get out the vote. So go ahead, talk to your friends and family and convince them, tell them to go and cast their vote. Because there is so much at stake in these upcoming elections. The world is in turmoil. Russia's war against Ukraine is still raging at our doorstep. Technological change is happening so fast. And the global economic competition is fiercer than ever. But, my friends, we can tackle all these challenges. We can tackle them if we make our Europe, our home, stronger and ready for the future. I am ready to build a majority for a stronger Europe. A stronger Europe means, first of all, a Europe that can defend itself. In the next 5 years, we must turbocharge our defense industrial capacity. And I want to launch European projects of common interest in defense, so we can build more military capabilities made in Europe. And we will be able to count on Matej Tonin as a strong voice for defense in the European Parliament. His knowledge and his experience in this field will be precious. Dear friends, I want to thank all of you from the bottom of my heart for your commitment to our political family and your support to my candidacy for a second term as President of the European Commission. I am honored by your trust. It gives me the strength and the energy to keep fighting for our Europe. I wish you a great party convention today, and I wish you every success on the 9th of June. Pameten zeleni prehod, ne zeleni aktivizem. Ustvarimo Evropo, v kateri bomo mladi radi živeli. Slovenske občine lahko le z operativnimi ekipami počrpajo več evropskih sredstev. Čakalne vrste so predolge. Olajšamo dostop do zdravnika, kjerkoli v EU. Naredila bom vse, da bomo ženske varne, slišane in upoštevane. Evropa se mora vrniti nazaj k svojim temeljnim vrednotam. Družina naj ostane temeljna celica naše družbe. Brez kmeta ni hrane.
Varstvo okolja ne sme preveč obremenjevati slovenskega kmetijstva. Migracije ni mogoče rešiti brez korenitih sprememb. Migrantske centre moramo postaviti izven meja Evropske unije. Jasno pa sporočamo, da kdorkoli pride v Evropsko unijo ilegalno, bo vrnjen v svojo matično domovino. Mi stavimo na inovacije in nove tehnološke rešitve. Zato je pomembno, da izberemo prave ljudi, ki so zavezani miru, sodelovanju in demokraciji. EU, poženi! 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 Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Lahko slišim še vas vse zbrane danes v Ribnici, skupnimi močmi, EU, poženi! 3, 4, zdaj! Bravo! Spoštovana družba, vstopamo v zadnji teden pred volitvami v Evropski parlament. Počasi se volilna kampanja prevesa v zadnjo ciljno ravnino ali pa celo strmino. Do praznika demokracije nas loči le še teden dni. Kandidatke in kandidati na listi Nove Slovenije so z ekipo potujoče kavarne v letošnji evropski kampanji že obiskali številne slovenske kraje, no danes so se kolesja ustavila tudi tu v Ribnici. Nova Slovenija gre na evropske volitve z močno ekipo in jasnim programom. V Bruslju potrebujemo odločne in izkušene poslance, ki bodo znali zagovarjati naše interese. Kandidati Nove Slovenije so garancija za uresničitev idej očetov EU. Skupaj bomo znali ustvariti Evropo, ki bo bližje našim ljudem. In tu so, spoštovane in spoštovani, srčni, nepremagljivi, izjemno delavni, vztrajni, pogumni, samozavestni in odločni. Kandidatke in kandidati Evropske liste Nove Slovenije za volitve v Evropski parlament. Na oder vabim poslanko Evropskega parlamenta Ljudmilo Novak. Prisrčno dobrodošli. Najprej poglejmo, kaj je zabeležilo oko kamere v vaši video napovedi kandidature Evropske liste Nove Slovenije. Poglejmo. Življenje v Evropski uniji je dobro. Lahko smo ponosni na prehojeno pot in na naše dosežke. Toda Evropska unija je pred novimi izzivi. Grozijo ji levi in desni ekstremizmi in populizmi. Zato je pomembno, da izberemo prave ljudi, ki so zavezani miru, sodelovanju in demokraciji. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Gospa Novak, pravite, da je življenje v Evropski uniji dobro in da smo na prehojeno pot lahko ponosni. A Evropa je pred novimi izzivi. Ogrožajo jo levi in desni ekstremizmi. Kako Evropo zaščititi pred tem, da jo raztrgajo različni skrajni poli in se okrepi zmirna sredina? Ja, okrepimo jo lahko tako, da izvolimo čim več poslancev Nove Slovenije, potem bo pa Evropa močnejša, ni tako? Tukaj danes je Slovenija v malem. In prav vi ste naša moč. Ko sem že nekajkrat obkrožila celo Slovenijo ob različnih volitvah, sem vas velikokrat srečala. Hvala za vsa srečanja, hvala za vaš trud, za vse plakate, ki ste jih polepili in za vse glasove, ki ste jih oddali. In ko sem hodila zdaj po Sloveniji in se priporočala za preferenčni glas, sem rekla, prositi ni greh.
Zato se priporočamo in pojdite k svojim prijateljem, sosedom, pa recite, prosit ni greh, prosim za glas Nove Slovenije. In se tudi sama priporočam, hkrati se vam pa zahvaljujem, da sem bila lahko 2-krat vaša evropska poslanka, prvem mandatu in sedanjem, in pri tem sem videla razliko med tistim prvim začetnim optimizmom in sedanjo skepso in izzivi, pred katerimi je Evropa. In ob 20-letnici pristopa 10 držav članic smo vsi ugotavljali, koliko smo vse države v tem času pridobile. Sploh se ne zavedamo. In zato bomo naredili vse, da bo Evropa tudi v prihodnje še močnejša, mi bomo pognali, skupaj jo poženemo do zmage na evropskih volitvah. In ta Slovenija v malem vam zdajle namenja veliki aplavz. Poslanka Evropskega parlamenta Ljudmila Novak. V najino družbo zdaj vabiva predsednika sveta stranke ter poslanca Jerneja Vrtovca. Prisrčno dobrodošli. V vaši video napovedi bo nekaj besed o zelenem prehodu. Poglej. Zeleni prehod da, a ne na račun ljudi. Mi stavimo na inovacije in nove tehnološke rešitve. Brez jedrske energije zeleni prehod ni možen. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Gospod Vrtovec, v NSI podpirate zeleni prehod, opozarjate pa na nekatere nesmiselne povezave z njim. Naprimer, prepoved prodaje avtomobilov na notranje izgorevanje, pa močno spodbujanje sončnih in vetrnih elektrarn. Govorite kar o prisilni solarizaciji. Kakšna usoda čaka zeleni dogovor in kaj je rešitev za Slovenijo in Evropo? Ja, najlepša hvala in najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu, Ribenci pa Novi Sloveniji. Glede zelenega dogovora pa tako. A vi veste, kako izgleda zeleni dogovor v praksi? Gleda kot lubenica. Od zunaj je zeleno, od znotri pa ekstremno rdeče. Napisali so nam ga zeleni aktivisti, ki so se znotri zelo rdeči. In kaj ga čaka v praksi? Drži, Nova Slovenija je za varovanje okolja, čisto naravo in tako dalje, ampak vse to razumno, ne ekstremistično, po pameti, ne pa na podlagi tega entuzijazma zelenega populizma, ki smo mu danes priča. Zaradi tega smo mi v Novi Sloveniji za razumen zeleni prehod, za revizijo tega zelenega prehoda, ki je bil predstavljen pred 6-7 leti in da se vključi v zeleni dogovor nove tehnologije. Samo solarni paneli, samo vetrnice bojo premalo, da bomo bili energetsko neodvisna država, da bomo proizvedli dovolj električne energije. Potrebujemo nove tehnologije, zlasti pa nuklearno tehnologijo, tako mi v Sloveniji kot drugje po Evropi. Zaradi tega smo v Novi Sloveniji podporniki izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Srečno 9. junija, predsednik sveta stranke in poslanec Jernej Vrtovec. Hvala, hvala. V našo sredino vabimo podpredsednico stranke ter poslanko, doktorico Vido Čadonič Špelič. Glejte, kakšen lep poskočni aplavz, prav v ritmu ploskajo. Gospa Čadonič Špelič, brez kmeta ni hrane, pravite. Poglejva podrobneje. Brez kmeta ni hrane. Varstvo okolja ne sme preveč obremenjevati slovenskega kmetijstva. Tudi v bodoče naj bo na naših krožnikih slovenska hrana. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi!
V Novi Sloveniji pravite, zeleni prehod ne sme nerazumno omejevati naših kmetov. Evropski in slovenski kmetje so šli na ulice. Kaj je narobe s kmetijsko politiko in kaj bi vi kot evropska poslanka spremenili? S kmetijsko politiko je kar precej narobe, tako doma malo več, pa tudi v Evropo bo treba malo pokazati pravo smer. Jaz bi, veste, kaj najprej naredila, tako kot prava kmetica, vzela bi metlo in bi pometla vladno dvorišče, ker mi rabimo v Sloveniji ministra, ki pozna razmere in pozna sploh slovenskega kmeta. Ko bi to naredila, če bi mogla, drugače mi boste pomagali vi, če prej ne na naslednjih volitvah. Potem bi pa v Bruslju naložila en kombi tistih bruseljskih birokratov, ki pišejo zakone tudi za slovenskega kmeta, jih pripeljala v Slovenijo na dvorišče ene lepe kmetije, po možnosti na OMD področju. Tam bi slovenska kmetica ali kmet najprej postregel, potem bi se pa prepričali, kakšna lepota je to, živeti v Sloveniji. Zakaj je Slovenija zelena? Zaradi pridnih rok slovenskih kmetov in kmetic in potem bi videli, da ne morejo predpisi, ki jih piše nekje daleč v Bruslju, veljati enako za vso Evropo. Torej, mi imamo izredno majhno, v primerjavi z drugimi evropskimi državami, majhno, butično, pa čudovito kmetijstvo. Zato obljubljam, kmetje in kmetice, Nova Slovenija vas ne bo pozabila, ko bo v Bruslju. Hvala vam, da nas hranite, hvala, da obdelujete našo zemljo. Pejte na volitve, obkrožite Novo Slovenijo. Za tole metlo bi poprijeli tudi ostali. Podpredsednica stranke in poslanka, doktorica Vida Čadonič Špelič. Veselimo se družbe podpredsednika stranke ter vodja poslanske skupine Janeza Ciglerja Kralja. Zagovornik družine in temelja naše družbe, no vaša video napoved zagotovo prepriča slehernega volivca, ki bo v nedeljo oddal svoj glas. Poglejmo, kaj ste povedali. Dovolj levih eksperimentov. Evropa naj se vrne k svojim vrednotam. Družina mora ostati temeljna celica naše družbe. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Gospod Cigler Kralj, nekaj je sicer že tudi predsednik stranke danes o tem povedal, vam pa zastavljam vprašanje. Je Evropa in zahodna civilizacija v dekadenci? Prav vse je namreč šokiran nedavni izbor za pesem Eurovizije, agresivna ideologija spolov, njen vdor v prostore vrtcev in šol. Kako lahko krščanski demokrati prispevamo k temu, da razpihamo to meglo in poiščemo izhod iz te dekadence? Kaj bi vi kot evropski poslanec storili za to, da se Evropa vrne k svojim koreninam? Ja, najprej lep pozdrav vsem, zelo lepo vas je videti in se z vami pogovarjati. Prvič, Eurovizija je primer, kaj se lahko zgodi s projekti, z inštitucijami, z državami, če jih ugrabi neka ideologija. In temu se moramo najbolj odločno, kar se da upreti. Nova Slovenija in mi, kandidatke in kandidati na listi Nove Slovenije, smo največja garancija, da se bomo uprli tem ideologijam in branili naš način življenja, ki je pa, da je družina glavna, temeljna celica družbe in zato je potrebno delati na vseh ravneh. Lahko pokažemo številne rezultate, ni vseeno, kdo je na odgovornih političnih položajih, zato ker tam se odloča, katere projekte in v kakšne projekte bomo usmerjali svoj denar. Ključno je, da bomo tisti, ki bomo izvoljeni ali pa ki bodo izvoljeni na listi Nove Slovenije v Evropski parlament, podpirali kulturo življenja
in se uprli kulturi smrti. Pozdrav tudi vaši družini na prizorišče. Gospe in gospodje, podpredsednik stranke in vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj. Povabilo na oder zdaj velja. Mestni svetnici v Mestni občini Ljubljana in predsednici mestnega odbora NSI Ljubljana, Mojci Sojar. Prisrčno dobrodošli. Ženske naj bodo varne, slišane in upoštevane. O tem spregovorite tudi v svojem pozdravnem videonagovoru. Poglejmo. Naredila bom vse, da Evropa ohrani krščanske vrednote in način življenja, da bomo ženske varne, slišane in upoštevane. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Gospa Sojar, v Evropskem parlamentu se boste prizadevali za to, da Evropa ohrani krščanske vrednote. Delali pa boste tudi za to, da bodo ženske varne, slišane in upoštevane. Kakšne so vaše zaveze? Ja, poglejte, že vse to, kar je bilo danes povedano, najprej pa seveda dober dan vsem, ki ste da prišli na današnji tabor. Ženska je prva ogrožena, ko je ogrožen mir, ko je ogrožena gospodarska neodvisnost, ko je ogrožena pitna voda in vse podobne stvari. In danes, koliko nas je gospa tukaj, dajmo si malo pomahati, da se vidimo, zelo veliko, morda celo več kot moških, in moja prizadevanja v Evropskem parlamentu bodo šla v to smer, da bomo ženske enakopravno z moškimi reševale vse te izzive, ki jih pred nas postavlja današnji čas in ki se jih presneto dobro zavedamo tudi v Novi Sloveniji. Gospe in gospodje, aplavz namenjamo mestni svetnici v Mestni občini Ljubljana in predsednici mestnega odbora NSI Ljubljana, Mojci Sojar. Veselimo se ženske družbe, zato na oder vabimo namestnico predsednika sveta NSI ter občinsko svetnico v občini Ravne na Koroškem, Mojco Erjavec. Lepo pozdravljeni, lepo vas je videti. Odpiramo tematiko zdravja. Najprej pa poglejmo, kaj smo ujeli v kamero. Ali prideš do zdravnika, ko ga potrebuješ? Čakalne vrste so predolge. Olajšamo dostop do zdravnika, kjerkoli v EU. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Gospa Erjavec, imate bogate izkušnje z delovanjem evropskih inštitucij, vaše ekspertno področje pa so predvsem evropske socialne in zdravstvene politike. Kaj bi kot evropska poslanka storili za večjo socialno vključenost in da Evropa postane prostor blaginje za vse? Hvala lepa, lep pozdrav Slovenija, lep pozdrav Ribnica. Res je, zdravje skrbi enega od 3 Slovencev. Vsak tretji med vami zvečer zaspi in premišljuje o tem, ali bo imel zdravnika ali ga ne bo imel. Koliko ga bo stala tista operacija, rajši jo kar še enkrat prestavimo. In to skrbi tudi veliko Evropejcev. Zato smo v Novi Sloveniji zbrali znanje, izkušnje in poslušali vaše skrbi. Smo edina stranka, ki predlaga, da evropska sredstva namenimo tudi za reševanje problematike v zdravstvu. Želimo zmanjšati stopnjo korupcije z čezmejnimi javnimi naročili. Želimo skrajšati čakalne dobe z čezmejnim koriščenjem zdravstvenih storitev. K temu pa naj tudi dodam, da smo edina stranka, ki želi evropska sredstva nameniti za družine. Želimo olajšati dostop do prostočasnih dejavnosti za otroke, da bo med njimi manj razlik in pomagati do nakupa prve nepremičnine za mlade družine. Tako da ohranimo socialno
socialno blaginjo, evropski prostor, tisti, ki nas dela najboljši prostor pod soncem. Slovenija v Evropi, Evropa v Evropski uniji. Hvala. Pa zdravi ostanimo in oddamo svoj glas Mojci Erjavec. V to pisano druščino na odru zdaj velja povabilo državnemu svetniku in županu občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Davidu Klobasi. Pozdravljeni, poglejmo najprej posneto video napoved. Slovenske občine lahko le z operativnimi ekipami počrpajo več evropskih sredstev. Le tako bomo omogočili hitrejši razvoj mest in našega podeželja. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Gospod Klobasa, zagotovo ste eden najbolj prodornih slovenskih županov. Se strinjate? Vaša občina Sveta Trojica se izjemno hitro razvija. Ste tudi zelo uspešni pri črpanju evropskih sredstev. Kaj boste kot evropski poslanec storili za skladen regionalni razvoj tako podeželja kot mest? Najlepša hvala za vprašanje. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz menim, da je najprej treba poznati specifiko naše Slovenije in našega podeželja, naših mest. Verjamem v to, da le s trudom in povezovanjem vseh 9 evropskih poslancev lahko ustvarimo boljše pogoje za hitrejši razvoj naše Slovenije. In nenazadnje, danes je 2. junij, do konca leta imamo še 213 dni, bodimo spoštljivi in imejmo se radi. Aktivirajte se za dobro. Hvala. Najlepša hvala takim besedam, seveda ploskamo državnemu svetniku in županu občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Davidu Klobasi. Pomlajujemo ekipo Nove Slovenije na čelu s predsednico Mlade Slovenije oziroma našega podmladka, Katja Berg-Bevc. Dobrodošla, mlada energija na odru. Bo v Evropski uniji prostor tudi za mlade? Poglejmo najprej, kaj ste povedali. Evropa mora biti tudi tvoja. Mora biti prostor za razvoj tvojih idej, za tvojo podjetniško zgodbo, za rast. Ustvarimo Evropo, v kateri bomo mladi radi živeli. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Gospa Berg-Bevc, ste predsednica Mlade Slovenije. Dejali ste, da se boste v Evropskem parlamentu zavzemali predvsem za mlade. Kaj lahko EU stori za mlade in katere so vaše ključne prioritete? Hvala za vprašanje in najprej en lep pozdrav vsem, ki ste danes prišli v Ribnico, posebej pa mojim dragim mladim, tamle v desnem kotu, MSI-jevcem, hvala vam, da ste tukaj, da se trudite in skupaj pomlajujemo to stranko. Tako kot danes z MSI skrbimo za naše najmlajše, želimo tudi v Evropskem parlamentu zastopati mladino, mlade, biti njihov glas. Zato kandidiram kot predsednica Mlade Slovenije in vesela sem, da je tudi stranka prepoznala, da mladi imamo ideje. Zdaj pa, če greva na vprašanje, kaj lahko EU stori za mlade? Lahko začnem naštevati. Študijske izmenjave Erasmus+. Zelo enostavno prehajanje med mejami, potovanje, mladi radi potujemo. Potem lahko gremo po izkušnje v tujino in se potem vrnemo nazaj. Ampak, veste kaj pa nam mladim najbolj pomeni? Najbolj pomeni to, da nam da Evropska unija čim bolj proste roke, da lahko uresničimo svoje ideje. Ker idej imamo ogromno in želimo si, da lahko uresničimo ali svojo podjetniško idejo, ali svoje ideje na področju kmetovanja,
ali karkoli drugega, brez nepotrebnih nekih birokratskih ovir, davčnih ovir. Zato naša želja in moja obljuba je, da se bom zavzela za mlade, zato da lahko mladi res uresničimo svoje talente in živimo svoje ideje. Hvala lepa. Upam, da me boste pri tem podprli tudi vi. Tej iskrivi mladostni energiji ploskamo in predsednici Mlade Slovenije Katji Berg-Bevc. In zdaj, spoštovane in spoštovani, prosim za največji aplavz. Ekipo Nove Slovenije zaokrožuje nosilec liste NSI za volitve v Evropski parlament, poslanec in predsednik stranke Nove Slovenije, magister Matej Tonin. Vnovič prisrčno dobrodošli na našem odru. V EU samo legalno pravite. Poglejmo, kaj smo ujeli v objektiv. Migracij ni mogoče rešiti brez korenitih sprememb. Migrantske centre moramo postaviti izven meja Evropske unije. Jasno pa sporočamo, da kdorkoli pride v Evropsko unijo ilegalno, bo vrnjen v svojo matično domovino. Glasujmo za NSI. Skupaj vrnimo Evropo na pravo pot. EU, poženi! Vsekakor je kampanja za evropske volitve zdaj na vrhuncu, bi lahko rekli, da nas čaka še v tem zadnjem odločilnem tednu ciljna ravnina ali strmina. Kakšne so vaša pričakovanja? Ciljna strmina, ampak jaz verjamem v naše članice in člane, da bomo vsi oddelali, kar moramo. In veste kaj, v nedeljo zvečer si moramo reči samo naslednje. Ali smo naredili vse, kar lahko? Če je odgovor da, potem je vse ostalo samo še v Božjih rokah. Jaz mislim, da se bomo seveda mi uspeha veselili, ker imamo trdno bazo. In ljudem moramo v tem tednu jasno sporočiti, da če dajo glas za Novo Slovenijo, za teh 9 kandidatov, dajo glas zdravemu razumu, dajo glas stranki, ki želi okrepiti Evropo, ki jo želi nadgraditi in obrniti smer tam, ker je Evropa definitivno zašla. In to je Nova Slovenija, pod črto, zelo enostavno in zelo jasno, Nova Slovenija je na teh evropskih volitvah najboljša izbira. Pika. Hvala gospodu Toninu, res vas je lepo imeti vse zbrane v soju žarometov, zato vas bom prosila mikrofonček kar k meni v roke, da stopite, spoštovane kandidatke in kandidati, v ospredje, v soj žarometov in teh naših lučk, da bodo fotografi lahko opravili svoje delo. Mi pa, draga družba, ploskamo! Bodimo del evropske zmage desne sredine tudi v Sloveniji. Srečno, drage kandidatke in kandidati, na volitvah v Evropski parlament! Vsekakor aplavz za popotnico v svetlo in uspešno prihodnost. Srečno, Nova Slovenija, krščanski demokrati! In tako smo prišli do konca današnjega formalnega dela srečanja, ne pa tudi našega druženja. Čaka nas namreč še prijetno nedeljsko družabno popoldne v Prešernem razpoloženju.
Gospe in gospodje, povabim vas zdaj na veselo in poskočno zabavo za vse generacije. Spoštovana družba, uživajte v preostanku današnjega popoldneva v družbi svojih prijateljev, kolegov ob sprostitvi in osvežitvi. Zdaj je čas za veselje in zabave. Zaplešite, zapojte ob uspešnicah, polnih mladostne energije, ki je naši glasbeni gostje pri svojih rosnih 20-ih res ne morejo skriti. No, seveda smo firpčni, kdo neki izvaja pesmi v divjih, najhitrejših ritmih in v molih, po katerih so njihove polke tudi vedno bolj prepoznavne. Z nami so mladi, živahni in iskrivi, 4 fantje muzikantje, ki ohranjajo pristno slovensko glasbo s pridihom sodobnega časa, željo ustvarjati glasbo za generacijo firpcev, kot ji sami pravijo. Gospe in gospodje, na našem odru pozdravljamo skupino Firpci!